Živeli youtuberi, dobro jutro dinoti, številka 5 je tukaj in hvala vam lepa, hvala vam najlepša za tak odziv, za tist dobro jutro dinoti 4, zakaj Janković spet župan, hvala vam vsem za toliko komentov in hvala vam za 3000 ogledov. Wow, napredek, priznam, napredek, dolg časa je odkar sem imel toliko ogledov za moje gobezdarije, no beseda gobezdarije. In sicer, rekel sem zadnjič, tisti, ki bo rekel, želim si nalepko, bo dobil od mene nalepko. In sem šel malo čez komente, da vidim tisti z najbolj izvirnim oziroma žalujočim, tisti, ki si želiš, komentarjem, da mu jaz dam nalepko. Pa gremo pogledat. 3322 ogledov, 165 lajkov in 16 dislajkov. Tako da, rejšo tale razmerje je kar dobro, sem zadovoljen. Hvala vam vsem še enkrat. 93 komentov in prvo bi pogledal malo te komente, kva ste ki rekel. Deli več take video, ki si legenda. Hočem ti donirati Twitchu, pa ne znam. Če si želiš donirati, lahko doniraš na Paypalu oziroma s PaySafe kartico. Greš na Petrol, kupaš PaySafe, slikaš tiste 4 kode, dol, pošleš mi na Facebook ali Instagram privat sporočilo in jaz bom to vedel in dal na pač video. Pa gremo. Komentarjev je bilo vsakakvih, takakvih in sem rekel pač tist, ki si bo res želel nalepko, mu bom jaz dal. Jaz si želim nalepko, trebam nalepko, nekaj je, ful vas je rekel nekaj, kar je dober, to mi je bilo všeč. Legenda si, legenda majke mi, daj kralju eno nalepko za moj skuter. Ker sem jaz včasih bil skuteraš, ker sem ful vozil te skuterje in vem, kako je dobro imeti nalepko na skuterju, sem se odločil, da bom dal Roku Selanu nalepko za moj skuter. Gremo še naprej, jaz si želim nalepko, morate biti bolj izvirni. A veš, moraš me pretegati, moraš biti malo drugačen. Nekaj, jaz bi nalepko, a lahko prosim nalepko, ful si jo želim, prosim. Celo en je rekel prosim. Tako da, Juri Por, ti tudi, pošlji mi message na Instagramu, dol imate moj Instagram, doste vi, pa da vam jaz pošljem nalepko na dom. Ok, zdaj pa za naslednjič, vsi tisti, ki se želite, special, Fortnite, Exclusive, Gamescom spray, se pravi kodo za ta spray, za Fortnite, ki sem jo dobil, oziroma mi je prinesel David Orankar, ampak si jo dobil v Kelnu v Nemčiji kot specialen spray in ga nima vsak. In če si to želiš, napiš v komentar čim bolj izviren, čim boljši, čim bolj prepričajoč komentar, zakaj bi jaz te podaril tole kodo za tale spray. Gremo naprej. Hvala vam vsem lepa za subscribe. Upam, da boste šerali, delili ta posnetek, subscribali, prišli na moj Twitch live, ki ga delam vsak dan, popoldan, a ne, da se imamo fajn in s tem mi pomagali, da malo zrastem. Ampak dosti o tem, gremo naprej, dinoti. Siol.net, kjer jaz gledam novice. Nisem sponzoriran od Siola. Siol, če me želi sponzorirati, Dino Hdervič, dinoti@hotmail za sponzorstva. Gremo naprej, kva se kje dogaja. Aleksandar Čefrin spregovoril tu, ok, to me ne zanima. Sovražni napad druge največje lastnika, ne zanima me. Luka Dončić, redki umrl je ta, prva general Majorka, volio bi videti v jarku, kako puca. Katarina Sozak družina, ok, tema izgleda pizdarijo, mi je žal zate Katarina. Bodo na Bledu, Žak Rac premaga, kjer je novi trener, kakšna igra. Kljub epidemiji poškodb, lenoba ali neznanje, ena od največjih površnosti na cesti. Lenoba ali neznanje, zikr se gre o kakšnih žmigavcih. Ena od največjih površnosti na cesti. Če mi gre pa kaj na kurac, če mi gre pa kaj na živce, mi je pa kaj ne znaš uporabljati žmigavca. Pa zakaj imaš ti une žmigavce tam? A za okras? Pa ti veš, da žmigavc lahko teb in men in Margaret Thatcher reši življenje. Zato, ker s tem, kad ti prižgeš žmigavc, pokažeš drugim souvrščencem v prometu, da boš ti zavil. In se lahko ustrezno ljudje pripravijo. In zdaj me prav zanima, kva bi rekel tukaj. Avtomobilski smernik bi moral biti eden ključnih varnostnih elementov vozila in prometa. Ma stari, takoj, če si mi brez žmigavca, eno opozorilo, drugo opozorilo, odej spit. Jaz sem bil inštruktor, učil sem ljudi voziti, 3 leta vem, kaj se dela na cesti. 90% ljudi ne bi smeli biti v prometu, če me ne vprašaš. Neuporaba smernikov je najpogosteje povezana z lenobo. A si slišal lenuhen? Pa a si slišal, ko zaviješ v McDonald's
da ješ burger, da še bolj debel palen, pa dej pritisni ta žmigac, no. In površno vožnjo, šalabajzeri. Pripelje pa lahko do nepotrebnih nesreč in prometnih zastojev. Globe so nizke, površnost pa zna danes reševati tudi že napredna avtomobilska tehnika. To je reklama za avtomobile. Ob dobro znanih najpogostejših vzrokih za prometne nesreče v Sloveniji, neustrezna hitrost, vožnja pod vplivom alkohola, nema rakija med vožnjo. Ne, klič taksi. Telefoniranje med vožnjo, to tudi nema. Priznam, kriv sem. Až kako je, kad te baba pošle message ali pa te pokliče Dino, horny, ti pa zročno uletiš krivino. Vitek, mor se javiti, stari pičiti naj tle v igri. Ok, zabavam se. Lahko na naših cestah opazimo še več prometnih nemarnosti. Med te lahko spada skrajno neupoštevanje varnostne razdalje. Ja, dej človek, no, dej, vzam si varnostno razdaljo. Dej, pejt bolj nazaj tok, da viješ kolesa, no. S hitrostjo se povečuje. Zakaj? Kaj bom zabremzil? Ti boš gledal na mobitel. Gledal boš uno pičoko z velikimi jožki, ki je glih padal 5 evra, mora jest kosilo, jebi ga, to je vse, kar ima. On bo zabremzil odozad, bum, razpaljotka. In kdo je kriv? Pa jokanje. Varnostna razdalja, številka 1. Varnostna razdalja, ki povečuje tako nevarnost na leto, kot tudi povzroča tako imenovane fantomske zastoje. A veste vi, kaj je fantomski zastoj? To je tist, naprimer še posebej na avtocesti, ko model 1 nima varnostne razdalje. In on model zabremza. In pol ta za njim zabremza. In on zabremza. In on pol peti se ustav. To je samo zato, ker ti šalabajzer ne upoštevaš varnostne razdalje. Veš, kako jaz vozim? A veste, kako jaz vozim? Jaz znam priti do Portoroža, da ne pritisnem na bremzo. Kaj to pomeni? Varnostna razdalja, predvidevanje. Sprav ti predvidevaš, gledaš semafor naprej, gledaš kamion naprej, gledaš babetino, ka psa voz okol, gledaš in predvidevaš, če je tam zelena in če bo rumena, bo pa rdeča, bolj da jaz spustim gas, da se jaz lepo ustavam, ne? Ne da jaz tiščim gas, peljem in pa v zadnji trenutek na nož. Vsi vi, ki ne znate upoštevati prednostne razdalje, ki ne znate predvidevati, ne znate voziti. Ne znate vam. Če ti gas tiščiš, pa bremzaš, gas bremza, pejt nazaj avtošolo, do svojega inštruktora, daj mu svojo vozniško, naj jo raztrga, 2 pleske okoli face, pa da ti zaračuna 5000 evrov, da si vzameš 500 ur, da še enkrat se naučiš, kako se obnašati v prometu. Se pravi to, gas bremza, to pomeni, da nimaš pojma o vožnji. Varnostna razdalja, predvidevanje. Šparaš bremze, čuvaš svojo glavo in ne dobiš kazne. Se pravi, to je največji problem. To je fantomski zastoj. Se pravi, fantomski zastoji so še posebej poleti nastajajo, za teh ljudi nimajo varnostne razdalje. Po en zabremza, drug zabremza, tretji že stoji, četrt in po je gužva. Zakaj? Ker je on zabremzil neki šalabajzer, a ne, je pač zabremzil, mu je padla, ne vem, kamagra po tleh, je hotel pobrati, po nesreč po bremzi, on v zadnji ima varnostne razdalje in on zabremza in tako vsi. Če pa varnostna razdalja, ti spustiš gas, ker on zabremzil, ti ne priješ do njega, on da gas naprej in greš lepo tekoče naprej. Vsi vi, ki še nimate izpita, poslušajte Dinota. Dino je bil inštruktor, Dino je dal čez več kot 100 ljudi, a pa še več. A ne, Dino je bil dober inštruktor, eni so položili za izpit, a ene so položile za drugačen izpit. Vožnja po levem prometnem pasu na avtocesti in tudi neuporabo smernika. Se pravi, po levi strani voziti vsi mi vozimo. Dobar, jaz se poskušam na desen pas čim več jeti, ampak vidim, da večinoma vsi bi radi šli naprej. A ne moreš jeti naprej, če je pred tabo. In pa so vsi na levam in pa grem jaz na desen, jaz vozim po desno. A ne smeš prehitevati po desno. Smerniki kot del osnovne prometne kulture. Te bi lahko uvrstili med ključne sestavne dele avtomobila, ki so pomembni za predvidevanje dogajanja v prometu in prilagajanje nanj. To je tisto, kar sem prej povedal. Kdor smernika pri menjavi prometnih pasov ali zavijanja ne uporablja, je pojel govno. Prav tako tvega nalete in trke. To je tisto, kar sem prej povedal. Obenem pa tako početje tudi zbija kolono vozil in posredno povzroča zastoje. Vsak voznik, ki zavije brez smernika, zbija tok prometa. Moj prijatelj Klemen je razbil Mazdo RX-8 2-3 tedna nazaj, ker je prehiteval človeka, ki je zavil levo čez polno črto brez smernika na Petrol. In ker ga je moj prijatelj začel prehitevati, ko je bila črtkana, je ta človek zavil in je razbil mojemu prijatelju Mazdo RX-8. In potem pridejo nesposobni policaji in pravijo, da je to deljena krivda.
človek 60 let, čelo nima pojma, kdo ti je dal za policaja, prosim, a ne, to vsak slep inštruktor ve, kdo je kriv tukaj, tako da žmigavci so pomembni. Kdor smerke primerjave prometnih pasov ali zavij ne uporablja, prav tako to, to smo prebrali, prav tako tvega nalete in trke, obenem pa tako početje tu izbija, to sem že povedal vse. Video, kako zna avtomobil danes prometni pas menjati samodejno. Neuporaba smernikov, globa znaša skromnih 40 €. Da se mene pita, prvič, drugič, odzame se izpit. Se pravi, 40 €, 8 dni, 20 €, to je džaba. Pazite, vklop vseh 4 smernikov je obvezen pri vzvratni vožnji. Seveda, to moraš. Smernike vklopimo tudi pri prehtevanju kolesarjev. Logično, da ti daš žmigavc levo, ko prehitiš kolesarje. Zakaj? Ker on za tabo ne ve, zakaj si ti zavil levo. Če ti kar nekaj zaviš, on za tabo nabije tega kolesarja. Nabije ga, stari, gre po haubi. Zato moraš vedno dati pogledati, se pravi, pogledaš gor, pogledaš levo, ne, v bistvu pogledaš gor, daš žmigavc, pogledaš levo, 1, 2, 3, 4 in lepo zaviješ, obviješ. Ob vklopljenem smerniku znajo avtomobili samodejno prehiteti. Wow, to pa še ne, tudi kakšni Mercedesi, pa te velike. Medtem ko lahko pozivamo voznike, da je uporaba smernikov del osnovne prometne kulture, je zanimiv tudi pogled v rešitve na področju avtomobilske tehnike. V teh dneh je v naši testni floti avtomobil, ki zna v smislu vozniškega asistenta močno olajšati vožnjo po avtocesti. Obenem pa zna na avtocesti pri prehitevanju tudi samodejno zamenjati prometni pas. Če, na primer, z novim Mercedesom, Benzom, razreda A, po avtocesti vozimo z vklopljenim radarskim termomatom, zna avto zelo suvereno držati razdaljo in tudi zavijati. Voznik mora intervalno prijeti volanski obroč, precej manj trdno in za krajši čas, kot je to potrebno pri Audijih. In seveda kljub avtonomnosti druge stopnje imeti nadzor nad dogajanjem. Ko vklopimo levi smernik, avtomobil preveri, ali je levi prometni pas prost in ali je prehitevanje varno. Takrat zavije levo in vozilo poravna na prehitevalnem pasu. Ko prehitimo tovornjak, vklopimo desni smernik in takrat avtomobil spet zavije desno na vozni prometni pas. Pa še malo nas bojo debile naredili od nas. Pa čez 20-30 let ne boš več, da sem spal boš. To sicer znajo tudi nekateri drugi avtomobili, a za zdaj smo v Sloveniji poleg omenjenega Mercedes-Benzovega razreda A, te sledi v prihodnjih tednih, tako suvereno delovanje samodejne menjave prometnih pasov izpeljali še s Teslo. Jaz mislim, to je reklama za Mercedes. Drugač, moj fotor je kupil Hondo, CR-V-a, najhujše pa je, isto zna zavijati. Ma ne vem, če ima glih, da zavije levo, ampak vem, da drži se tistih linij, pa da zavija, pa ono, pa tako. Tako da, še enkrat ponavljam. Žmigavac, predvidevanje, varnostna razdalja. Zapomnite si to, ko boste šli na izpit, ko boste furali, ker to rešuje glavo. Hvala lepo za gled, še enkrat, če si želite Fortnite Exclusive Gamescom spray, dejte deliti tale moj posnetek, napišite najbolj izviren komentar dol v YouTube, zakaj bi jaz vam tole dal in pridite kaj na Instagram, YouTube, Twitch, vse imate dol, pa se vidimo naslednjih, dobro jutro, dinoti. Bye!